Dober dan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Lepo pozdravljeni na okrogli mizi o vlogi vodnih virov v gospodarskem razvoju. Z lahko bi rekli udarno in kompetentno zasedbo, pa bo najprej kar predstavil naše sogovornike z Ministrstva za okolje in prostor. Je z nami namestnica generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije, gospa Mateja Tavčar, profesor z Biotehniške fakultete Mihael Jožef Toman, direktor Komunale Laško, gospod Tomaž Novak in predstavnik pivovarne Union in Laško, gospod Matej Osep. Po uvodnih predstavitvah bo sledila še razprava in tudi vaša vprašanja. No, tudi v Sloveniji se gotovo čedalje vse bolj zavedamo pomena vode kot strateške dobrine. Vprašanje pa je seveda iz kakšnih razlogov oziroma zakaj šele v zadnjem času. Evropska bojazen, da bodo vodne vire v prihodnosti obvladovale multinacionalke, se je razširila tudi v Slovenijo. Civilna iniciativa, kot vemo, je zbrala več kot 55.000 podpisov pod peticijo o vpisu pravice do pitne vode v ustavo. Ustavna komisija v Državnem zboru je nedavno ta predlog spremembe potrdila. Gre pa seveda predvsem za simbolno dejanje, ki samo po sebi zadev v praksi ne bo spremenilo ali uredilo. Kot vemo, v ustavi tudi piše, da je Slovenija socialna država, pa imamo s tem precejšnje težave. Skratka, tudi strokovnjaki opozarjajo, da dodatna ustavna zaščita vode ne bo dovolj za učinkovito, trajnostno ravnanje s to strateško dobrino, ki ni le življenjskega pomena za ljudi, ampak tudi za gospodarstvo in njegov razvoj. Tako rekoč vse gospodarske panoge so odvisne od vode, kakovostni vodni viri so zato ključen element gospodarskega razvoja, najmanj tako pomembni, kot so energetska in logistična infrastruktura. V pijačarski industriji je ta pogoj zaradi končnih izdelkov še toliko bolj poudarjen, seveda. In zdaj pridemo še do drugega poglavitnega razloga, zakaj je voda v zadnjem času tako razburkala Slovenijo. Z obsežnimi prevzemi prehrambenih in pijačarskih podjetij so do lastništva vodnih vrtin prišli tujci in pozor, ne le to, ta podjetja so začela celo ustvarjati dobičke, kar domači menedžerski eliti ni uspelo. Podatki tako kažejo, da imajo domača podjetja v lasti 10 vodnih vrtin, tuja pa že 28. Toda, a bi nas to res moralo skrbeti, saj je država seveda tista, ki podjetjem podeljuje koncesnino in bi morala za to poskrbeti, da je izkoriščanje vodnih virov smotrno in seveda tudi nadzorovano. Namen te okrogle mize je torej pojasniti nekatera, recimo imkalna področja, kako bogata je pravzaprav Slovenija z vodo, je voda res na pretek, ali lastništvo nad vodnimi vrtinami že prinaša privatizacijo vodnih virov, kaj torej omogoča podelitev koncesnine, je voda v Sloveniji prepoceni, je zato predvsem zanimiva za tujce, kakšni so seveda primeri dobre prakse, kako naj pri izkoriščanju vodnih virov sodelujejo država, industrija, lokalno okolje in vsezadnje končni uporabnik. No, tudi zaradi podnebnih sprememb bo voda v prihodnosti postala ena izmed najpomembnejših strateških dobrin, celo pomembnejša od nafte, zato bo nujna državna strategija upravljanja z vodnimi viri, vpis v ustavo vsekakor ne bo dovolj. Pa kar začnimo z uvodnimi predstavitvami naših sogovornikov. Gospa Tavčar, kako se torej država loteva tega področja, ki je ključno tudi za gospodarski razvoj, predvsem pa, če lahko tudi razjasnite te neke temeljne dvome o lastništvu vodnih virov, vrtin in navsezadnje vode. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Moja naloga je tudi predstaviti institucionalno ureditev vode v Sloveniji z vidika pravnega varstva. Vsi se zavedamo, da je varstvo virov pitne vode in vode za druge rabe izjemno pomembno. Slovenija je sicer bogata z vodami, niso pa enakomerno prostorsko in časovno razporejene. Za proizvodno pijač se uporablja predvsem podzemna voda, voda iz plitkih vodonosnikov in sicer največ iz vrtin, predvsem pa tudi iz sistemov za oskrbo s pitno vodo. Glede institucionalnega urejanja je področje voda bilo na ravni Evropske unije urejeno že v 70. in 80. letih. Zanimivo je, da so lahko za isto vodno telo veljali različni okoljski standardi, tako smo poznali direktive posebej za kopalno vodo, posebej za pitno vodo.
podzemno vodo. Zdaj pa veljavna evropska direktiva je pa poenotila standarde in cilje za vsa vodna telesa. Vse vode morajo biti v dobrem stanju, če kje standardi niso doseženi, je to podvrženo posebnemu utemeljevanju izjem. Kar je pa še posebej pomembno, pa je tudi spremljanje količin. Tega do pred leta 2000 ni bilo vključeno v obveznost spremljanja. Posebne določbe se nanašajo tudi na obveznost dovoljevanja rabe in financiranja ter uvedba načela povzročitelj obremenitve plača. V slovenskem pravnem prostoru to voda uživa že tradicionalno posebno varstvo, poznamo že zakone, ki so varovali vode iz leta 1974 pa iz leta 1981. Veljavni zakon je iz leta 2002. Ureja pa tako vodo kot naravno javno dobro, dostop do vode, splošno rabo vode, določa obveznost podeljevanja koncesij oziroma vodnih dovoljenj za uporabo vode, pa seveda posebno varstvo pitne vode in varstvo pred posegi. Zdaj, za proizvodno pijač je potrebno dobiti koncesijo, če gre za rabo iz lastne vrtine. V primeru odvzema vode za proizvodno pijač iz vodovodov se pa pridobi vodno dovoljenje. Koncesijo podeli vlada in sicer s koncesijskim aktom pripravijo ožje ministrstvo. Temu sledi še odločba o izboru koncesionarja in sklenitev koncesijske pogodbe. Vodno dovoljenje pa je odločba in izda pa jo Direkcija Republike Slovenije za vode. Kaj se preverja v postopku podeljevanja vodnih pravic? Preverja se, ali je raba vode skladna z načrtom upravljanja voda, preverja se količina, kakovost vodnega dobra, zahteva se pridobitev hidrološkega oziroma geološkega poročila o stanju vode. Ampak vsebina pravice se ne nanaša na lastništvo vode, vodna pravica se nanaša na dovoli se uporaba določene količine vode iz določene vrtine. To pomeni, ne podeli se vodna pravica na vodonosniku kot celoti, podeli se pravica črpanja v določenem obsegu. V določenih v vodnih pravicah, v aktih se določijo tudi tako okoljski pogoji, naravski in drugi pogoji črpanja. Vsi uporabniki vode morajo spremljati, meriti količine, izvajati monitoring in te podatke tudi poročati. V primeru, če se vodonosnik slabša, še vedno obstaja možnost posega v podeljeno vodno pravico, torej se pravi, da se zahteva ali pa sprememba oziroma zmanjšanje količine rabe vode. Taka določba v bistvu še ni bila uporabljena v praksi, ker takih problemov še niso bili zaznani. Možno je tudi odvzeti vodno pravico, tudi v primeru, če vode se ne rabi, če se izvaja v nasprotju s pogoji in omejitvami, če gre za kršitev predpisov, ki se nanašajo na rabo, tudi v primeru storitve kaznivega dejanja zoper okolje, ali pa tudi v primeru, če se ne plača za rabo vode. Še posebej je v zakonu urejena pitna voda kot prednostna raba. Vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo lahko pridobi samo gospodarska javna, ki jo se izvaja kot gospodarska javna služba, lahko pridobi samo občina ali država, ne koncesionar. Posebna raba vode se lahko prepove, omeji ali pa se zanjo določijo posebni pogoji, če bi znatno ovirala oskrbo s pitno vodo ali pa splošno rabo. Glede podeljenih koncesij so bile v letu 2005 do 2015 je bilo podeljenih 18 koncesij, od teh še 3 koncesionarje vode ne rabijo.
V lanskem letu so bile podeljene še 3 koncesije, sicer obstoječim koncesionarjem za vrtine, za katere še niso imeli podeljenih koncesij. Skupna dovoljena količina znaša 3 milijone kubičnih metrov na leto. Predvsem pa je treba tukaj povedati, da se pa dejansko uporablja 14% dovoljene količine. Zanimivo je bilo tudi opazovati, kakšen prihodek se ustvari na enoto proizvoda. Pri tem ugotavljamo, da se različni uporabniki vode za enako vrsto rabe vode dosegajo zelo različne prihodke. Prihodki se pa tudi razlikujejo med sabo glede na vrsto pijače, ki jo proizvajajo. Tako se recimo naravna mineralna voda se iz 1 kubičnega metra prodane pijače koncesionarji v povprečju ustvarili 244 evrov čistega prihodka, pri namizni izvirski vodi 344 evrov, pri pivu je en koncesionar ustvaril 677 evrov prihodka, imetnik vodnega dovoljenja 690 evrov čistega prihodka, pri brezalkoholnih pijačah je to 444 evrov, sicer se to nanaša na kubični meter prodane pijače v posameznem letu. Glede zapisa v ustavo pa obstajajo, to vprašanje je postalo sicer zelo popularno. Ustavna komisija je predlog podala, tako kot je bilo že povedano, Državni zbor tega še ni obravnaval. Tako da tudi naše ministrstvo še ni dobilo v pregled samega zapisa ustavo. Je pa obravnavano pa je bilo na Državnem svetu in Državni svet je to pobudo podprl. Zanimivo pa je bilo iz razprave opaziti, da se različno razumeva, kaj naj bi pravica do pitne vode pomenila. Tako so polemike okrog tega, ali to gre za zdravstveno ustrezno pitno vodo, prost dostop do vode, zagotovitev javnega omrežja, enake višine plačila ali kaj tretjega. Nekaj dilem. Gospod Oset, zasledil sem podatek, da so za eno steklenico piva potrebni 4 litri vode, kar seveda tudi od industrije zahteva gospodarno ravnanje z vodnimi viri. Hvala za besedo. V bistvu odlično vprašanje kot izhodišče, kako se industrija loteva nekako te trajnostne rabe vode nasploh. Generalno je tako, da si vsakdo prizadeva seveda gospodarno ravnati s temi vodnimi viri in pa uporabo vode iz različnih vodnih virov. Če bi se omejil samo na ne le novega lastnika, ampak vse to, kar sta naprimer obe pivovarni ali pa tudi podjetja v skupini Laško prej, kako smo do tega pristopali, moram reči, da je šlo za en dolgoročni pogled. Tako da ne glede na to, ali smo imeli koncesijo ali vodna dovoljenja, smo nekako delovali v skladu predvsem z usmeritvami ali pa skušali biti tu čim bolj ekonomični. Tako na eni strani z porabami vode, ki so se iz leta v leto zniževale, pa seveda na drugi strani, kar vpliva tudi na odpadne vode. In seveda ta del je vsaj tako pomemben tudi ne le stroškovno, ampak predvsem okoljsko, glede na okoljsko vzdržnost nekega gospodarskega subjekta. Tako da bi si upal reči, da so ti rezultati okoli 4 litre vode recimo pri pivu že nekak svetovni benchmark, ki ga tudi naš novi lastnik precej promovira in ti rezultati se nekako gibajo od 3,5 pa do 4 litre za liter vode. Je pa seveda treba upoštevati tudi to, da v multinacionalkah, bom rekel, obstajajo zelo različni modeli, kako k temu pristopati. In če nekoliko pohvalim novega lastnika, moram reči, da med evropskimi pivovarji ali pa svetovni pivovarji ima zagotovo Heineken eno posebno skrb do tega, kako se loteva trajnostne rabe vseh virov, ne le vode, in da tudi to zapisano praktično
pred samim poslovnim poročilom samo poročilo o trajnostnem razvoju podjetja. Tako da to je tudi en dodaten porok za to, da se ne glede na to, kako to imenujemo, ali sustainability, ali smo prej debatirali, predvsem pomembno je sporočilo to, da vpetost v lokalna okolja in pa tudi razvoj teh lokalnih okolij omogoča skrb in pa vlaganje v vodne vire. Torej ta strah, ki se pojavlja, je po vašem mnenju pretiran, da bodo multinacionalke vzele vodne vire? Poglejte, v medijih veste, da se, pa ne bom rekel samo v medijih, ampak nasploh v javnosti se zaznava ogromno tega, tudi publiciranega je od, ne bom imenoval katerih vse multinacionalnih družb, ki počnejo seveda marsikaj lahko v različnih koncih sveta. Ampak upal bi si reči, da multinacionalke, ki so prišle v Slovenijo, se v bistvu jih ni veliko, če smo čisto iskreni. In pa dejansko tisti vodni viri, s katerimi pravimo, da upravljajo, so dejansko pod zelo dobrim nadzorom na eni strani, tako kot je gospa rekla, Tavčarjeva, dejansko so predpisane količine, koliko te vode se lahko dejansko načrpa, in pa predvsem mislim, da nas vse zelo skrbi, kako se s to vodo ravna in pa v kakih količinah jo tudi porabimo. Gospod Novak, kot direktor Komunale Laško, lahko seveda iz prve roke poveste, kako poteka vaše sodelovanje s pivovarno. Lepo pozdravljeni. Mogoče bi na začetku par besed povedal o Komunali Laško. Komunala Laško praktično izvaja na območju občine Laško vse gospodarske javne službe, tako izbirne kot tudi obvezne, razen na področju čiščenja odplak. Vse ostale službe, vključno z vzdrževanjem vodovoda oziroma s področjem vodooskrbe, ki je naša zadnja pridobitev v letošnjem letu, konkretno od 1.6. naprej, to se pravi tik pred zdajci, smo prevzeli del dejavnosti na področju vodooskrbe, ki je bila, koncesija je bila s strani pivovarne Laško prenešena oziroma vrnjena na občino Laško, kjer se sedaj v okviru režijskega obrata izvaja ta dejavnost. Komunala Laško pa, bom rekel, kot javno podjetje v 100% lasti občine Laško izvaja določena dela na področju vodooskrbe. Lahko rečem, da je sodelovanje tako občine Laško kot tudi Komunale Laško na področju vodooskrbe v preteklosti bilo izredno dobro, tako da iz tega naslova praktično ni bilo nobenih težav, ne na področju kvalitete pitne vode, niti na drugih področjih, ki so bila predmet tega koncesijskega razmerja. Seveda nas pa veseli, da je po dolgih letih, namreč pred približno 18 leti, je bilo področje vodovodov na Komunali Laško, ki je takrat v neki fazi preoblikovanja, to vodo na nek način zgubila in se je ta služba do nedavnega izvajala v pivovarni Laško, sedaj pa, kot rečeno, ponovno na Komunali Laško, tako da se bomo tudi mi trudili, da bo, bom rekel, nivo ostal na takem, kot je bil dosedanji in se ga bomo pač tudi trudili še izboljšati. In še profesor Toman, po vsem tem, kar smo slišali, smo na pravi poti do vzdržnega vodnega kroga, če nas ne odpiha. Ja, lep pozdrav vsem. Moram poudariti, da danes tudi nastopam pravzaprav v vlogi nekoga, ki poskuša tudi preko Društva za zaščito voda Slovenije odpirati prava vprašanja. Kajti zadnje čase je veliko vprašanj, s katerimi bi lahko rekel, mnogi manipulirajo predvsem z ljudmi. In to ni dobro, ne tako z vidika vsega krivih, da rečem, pivovarjev, vodarjev in tistih, ki polnijo vode, ampak tudi z vidika zelo, bi rekel, nestrokovnega razumevanja, kaj pravzaprav voda kot voda je. Tudi današnje omizje je pravzaprav začelo z vprašanjem, da je voda tako rekoč pomembna samo za nas in za družbo. Ampak seveda ta voda, o kateri se danes pogovarjamo, je mnogo več in morate vedeti, da je vodni krog vendarle neka zelo enotna zgodba in
obravnavanja samo enega segmenta absolutno pomeni potem spregled nekega drugega segmenta, ki je še morda bistveno bolj pomemben. Mi se moramo začeti resno pogovarjati o tem, da so vode predvsem celinske, ki so površinske in podtalne. In da tisto, kar danes velja, da je vprašanje kakovosti voda, podtalnih voda, pitnih voda in ne nazadnje pravice do vode, ki naj bi postala ustavna pravica, je seveda rezultanta vseh drugih dogajanj, ki jih ljudje pravzaprav imamo v odnosu do vode. Torej v odnosu do površinskih voda in posledično podtalnih voda. To pa zajema tako količine kot kakovost. Kar pomeni, da velikokrat spregledamo in postavimo, koliko je bilo danes tudi povedano, 4 litre vode potrebujete za liter piva. Ne? Ampak zdaj se pa vprašajte, ne, koliko pa vi potrebujemo pitne vode, ki jo ravno tako načrpamo sicer iz podtalja, ne, v Sloveniji prek 90%, za prhanje, morda celo za polnjenje kadi v kopalnicah, ker jih nimajo več v Evropski uniji, za pranje avtomobilov, ker smo absolutno posebneži v svetovnem merilu, ne, na dvorišču mislim pranje avtomobilov, potem za WC, ki ga spiramo z čisto vodo, da ne naštevam zalivanje vrtov, angleških trat in podobnih neumnosti. Torej, zdaj se moramo vprašati, kje je tukaj celota, ne? In kar naenkrat boste ugotovili, da so določeni segmenti, ki so danes postavljeni na pranger izkoriščevalcev slovenskega vodnega potenciala, pravzaprav en zelo majhen del. To je prva stvar. In druga stvar, ki je meni ravno tako izjemno pomembna, je seveda ta neverjetna, bi rekel, lahkotnost zapisa v ustavo nečesa, ne, kar je pravzaprav treba zakonodajno urediti. Kajti zapis v ustavo je načelna zgodba ali pa, če hočete, tako kot ste vi rekel, simbolna zgodba, ni pa absolutno zakonodajna. In zdaj seveda zakonodajo pa vi rešujete zelo različne segmente. In na področju voda so to segmenti, ki so vezani na Ministrstvo za zdravje, so vezani na Ministrstvo za okolje, ne nazadnje Ministrstvo za delo. Letos, ko je bil dan voda, je bil ta dan posvečen delovnim mestom, ne, povezanih z vodo. Nikoli nisem razumel, kaj pravzaprav to pomeni, ne. A so to delovna mesta za pravzaprav polnjenje steklenic in proizvodnjo piva, ali so to kakšna druga delovna mesta. Torej, gledajte, če pogledamo kot celoto, je precej zmede in sam kot recimo biolog, ne, ki sem bolj ali manj specializiran na ekologijo torej celinskih voda, ne, potem vem, da smo tukaj naredili eno tako medvedjo uslugo zelo različnim sektorjem v družbi. Ne? In načeloma ima vsak prav. In zdaj pa, ker smo pa kot družba slovenska nagnjeni k pravzaprav pripirljivosti in ne k diskusiji, ne vidim, da bi iz te zgodbe prišlo kaj dobrega. Torej, še vedno bomo morali vodo reševati, kot je rekla gospa Tavčarjeva, zakonodajno z vidika tistega, ker smo se uvezali v okviru Evropske unije, to pa je dobro ekološko stanje v vseh pogledih in brez dobrega ekološkega stanja površinskih voda se mi ne bomo nič mogli pogovarjati o tem, koliko vode lahko načrpamo in tako naprej. In verjetno bi bilo tudi treba zelo jasno poudariti, ne, da voda ni samo javno dobro, ampak je tudi naravno dobro. Tega nisem nikjer še zasledil. Torej, če ne bomo razumeli to pravzaprav in spravili tudi v zavest ljudi, da je tudi naravno dobro in da se pravzaprav država ponaša s tem, ne, kaj je naravno dobro, torej pestrost, vrstna pestrost življenja v teh vodnih okoljih in tako naprej, potem tudi tega javnega dobra kot dobrine ne bomo pravilno razumeli. Gospod Novak, lahko vi potrdite v bistvu to potratnost Slovencev pri uporabi vode? Ja, vsekakor se s tem strinjam, tako da mislim, da bo treba na tem področju še precej postoriti. Mogoče bi se jaz dotaknil, bom rekel, še enega pomembnega dela, bom rekel, ki ga komunalna podjetja opravljajo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, kjer smo združeni v okviru zbornice komunalnega gospodarstva. In mi zdaj že kar nekaj časa, bom rekel, na različnih koncih Slovenije z različnimi akcijami opozarjamo na to problematiko, tako da poznana je naša pobuda Skupaj za boljšo družbo.
v okviru katere se pač trudimo, bom rekel, po eni strani delovati v smislu racionalnosti porabe vode oziroma vseh teh zadev, o katerih je govoril gospod Toman, kakor tudi, bom rekel, na samem področju, bom rekel, ponovne uporabe, reciklaže odpadkov, to se pravi zmanjševanja odpadkov. Tako da mislim, da na tem področju imamo še veliko manevrirnega prostora in samo z nekimi skupnimi usmerjenimi akcijami, predvsem v smislu zaveščanja naših prebivalcev, za kar moramo pač uporabiti predvsem na lokalnem nivoju vse možna, bom rekel, sredstva in na vse pač krajevno običajne načine, vsekakor pa, bom rekel, predvsem v okviru teh organiziranih akcij na vse slovenskem območju. Torej v ta vodni krog je treba nujno vključiti tudi končnega uporabnika. Tako brez končnega uporabnika dejansko ne gre. Gospod Osed, kako vi občutite to zmedo, v kateri je gospodarstvo, seveda, o kateri je govoril tudi gospod Toman? Kaj je treba nujno narediti, da bo do te stvari tudi za vas lažje? No, v prvi vrsti bi rekel, da pozdravljam pobudo tudi strani Ministrstva za okolje, da smo se tega lotili nekako načrtno in ne kar na počez. Mislim, da je tu bila določena praznina, mogoče nekaj let od leta 2005, ampak v zadnjem času se mi zdi predvsem pomembno, da smo vsi tisti, ki smo nekako udeleženi vsej te problematike, le uspeli najti en skupni jezik. Ne bom rekel, da so se vse zadeve že rešile, ampak mislim, da je predvsem pomembno to, da vemo, kaj in na kakšen način se tega lotevamo in da imamo nek skupni interes tudi do zaščite vodnih virov in pa seveda ustrezne porabe in pa zakonske regulative. Bi pa seveda tu normalno izpostavil tudi to, da mora slovensko gospodarstvo tu le biti konkurenčno. Konec koncev je ena multinacionalka kot Heineken prišla v Slovenijo ne samo zaradi tega, ker imamo dobro pivo oziroma ga znamo proizvajati, ampak tudi zaradi tega, ker je računa na to, da je prišla v neko konkurenčno okolje. Tako da vse v bistvu dajatve, ki jih plačujejo v Sloveniji, dejansko primerjajo s tem, kaj se dogaja v drugih državah, v katerih delujejo. In če seveda prihaja do velikih odstopanj, to normalno pomeni določen slab signal, zmanjševanje konkurenčnosti gospodarstva, kar neminovno vpliva tudi na to, da potem določen del proizvodne prestavljajo tudi kam drugam. Seveda to ne pomeni direktne grožnje v tem smislu, ampak je pa seveda to nekako vedno latentno, da se v neki taki veliki skupini primiraš med posameznimi podjetji. Tako da v prvi vrsti mi kot, bom rekel, dve pivovarni računamo na eno dobro sodelovanje z Ministrstvom za okolje, da vzpostavimo tudi ustrezne cenike oziroma ustrezne višine koncesijskih dajatev in potem na ta način dejansko uspemo tudi zakonodajo regulirati to na dolgi rok, ne seveda od enega leta do drugega. Kaj pa dolžina koncesij? Pri dolžini koncesije pa seveda zmeraj vprašljivo, kaj je tisto, kar je nekako vzdržno. Na nek način imamo tu dve zgodbi celo v naši skupini. Na eni lokaciji imamo seveda koncesije, ki jih imamo v Ljubljani, na sami lokaciji pivovarne v Laškem, recimo se ta voda jemlje iz, kot je gospod Novak rekel, iz javnega vodovoda, razne manjše količine, ki je pač za izvirsko vodo. In želimo nekako upariti, da tudi pomeni to, da na eni strani koncesijska dajatev in pa višina koncesijske dajatve bi na nek način bila ustrezno regulirana z višino tistega, kar moraš plačevati za vodno dovoljenje. In tu se nam zdi izjemno pomembno, da tudi dolžina same koncesnine ne pomeni tega za eno leto, ker bi na nek način pomenilo to, da lahko iz nekega vira, ki ga imaš na dvorišču, nekdo drug še koristi to, če ga seveda ne izkoriščaš v dovolj veliki meri. In temu mislim, da bo nekak zdrav razum prevladal in da bomo našli rešitev. Lahko poveste nekaj konkretnih podatkov glede koncesij za vaše podjetje, koliko let in koliko plačujete za koncesije? Poglejte, zdaj v prvi vrsti je pomembno vedeti, da koncesnine, ki jih imamo v Sloveniji, so regulirane tudi z novelo zakona in tako da po zadnji noveli recimo konkretno za pivo plačujemo 5,9 oziroma 6 evrov za kubični meter, se pravi prodanega proizvoda.
v primeru, potem so seveda različne, je tudi lestvica za izvirsko vodo in pa seveda za uporabo vode, ki se uporablja za ostale namene. Ne. In v tem primeru se že nekaj časa pogovarjamo, da bi prišlo do tega, da izenačimo vrednost, ki bi bila seveda merjena v evrih na kubik, ker konec koncev prihodki, predvsem pa dobiček niso kategorija, ki bi dejansko bila tu relevantna, ker konec koncev pomeni to dvojno obdavčitev. Na nek način plačuješ vse normalno in tako kot mi prispevamo za vse prispevke regularno v državno blagajno, kar je potrebno, na drugi strani pa plačuješ zaradi tega, ker si ustvaril več iz tega, tudi še dodatno, se pravi, v primerjavi z drugimi. Tako da naš odnos do tega je predvsem ta, da na letnem nivoju v obeh podjetjih plačamo trenutno 3 milijone 200, 3,2 milijona se pravi za koncesijske dajatve. Je pa seveda to povezano s tem, da se še vedno plačuje na osnovi obstoječih koncesijskih pogodb iz leta 2005. Se pravi, tu pričakujemo določeno vzpostavitev, kako bi rekel, enega vzajemnega razumevanja, kako visoka bi naj ta koncesnina bila. Kaj pa še to primerjava s tujino? Poglejte, tujci imajo stvari, ko smo se normalno začeli vključevati v skupino Heineken, smo jih začeli spraševati, kako so te stvari regulirane. Normalno imajo te stvari regulirane v različnih državah na različne načine. Recimo Nizozemci konkretno te klasične koncesijske dajatve ne poznajo, imajo pa seveda druge obdavčitve. To pomeni od odpadnih vod ali pa so ugrajene v neke druge davščine. Tako da so velikokrat tudi preko recimo Zveze pivovarjev Evrope, kjer smo te stvari primerjali, so dejansko neprimerljive. In na nek način tu Slovenija seveda bode v oči zaradi višine same koncesnine. Je pa treba seveda pogledati celo sliko. Gospod Toman, so vaš pogled na koncesnine, so dane za preveč let, so prenizke, previsoke? Glejte, zanesljivo, če gledam z vidika neke vzdržnosti, o kateri ste tudi prej govorili, je čas po mojem mnenju predolg. Iz preprostega razloga, ker tako za uporabnika, ki mora imeti v tem dolgem času seveda zagotovljeno kvalitetno vodo, kot seveda z vidika celotnega vodnega prostora, ki predstavlja vir. Mi smo že mnogokrat debatirali o tem, kdo in na kakšen način bo v tem dolgem času pravice, konec koncev je koncesija tudi pravica, te pravice do vode spremljal stanje. Ali je to naloženo koncesionarju, ki pravzaprav mora imeti interes, da bo vedel za 30 let naprej, kako bo ta raba oziroma izraba v tem primeru potekala, in pa drugo, seveda država, ki mora zelo jasno vedeti, da so vodni viri med seboj tudi povezani. Kar pomeni, če nekje črpamo, je lahko tudi na drugem koncu postane resen problem. Torej, stvar koncesije, mislim, da je bolj povezano s tem in interes do koncesije pri nas tudi z samo ceno vode. Vi ste povedal, kakšna cena je, to je resnično nizko. Torej, s tem tudi nekako damo razumeti, da vendarle to bogatstvo podcenjujemo. Mogoče tudi zaradi tega, ker država na nek način ves čas izpostavlja na različnih segmentih, tako gospodarskih, turističnih, okoljevarstvenih, pa ne vem kakšnih vse, da smo z vodo bogata dežela. To je vse res, ampak z vodo bogata dežela pomeni seveda tudi to, da je pa tudi kakovostno bogatstvo lahko v tem primeru problematično. In moja razmišljanja so seveda povezana s tem, kaj bo pravzaprav tudi približno, si ne moramo predstavljati, čez 20 ali 30 let z vidika določenih snovi, ki jih danes v vodnih okoljih niti ne kontroliramo, pa je način življenja takšen, da bo v prihodnje v 20 letih absolutno prispeval
da bodo te snovi postale tudi v Sloveniji, ki je bogata z vodami, problematične. Govorimo o številnih snoveh, ki se uporabljajo v vsakodnevnem življenju in ki jih na način, kakršnega danes imamo, preprosto spiramo preko splakovalnikov, preko toalet, WC-jev, kopalnic in tako dalje v podtalja. To so določeni matematični modeli, ki so resnično zaskrbljujoči. In sicer na področju snovi, ki ne ubijajo takoj, ampak ubijajo počasi. In si ne predstavljam, kaj bo koncesija pomenila v 30 letih, če bo koncesionar ugotovil pravzaprav, da teh vodnih virov ne bo mogel več uporabljati za namen, zaradi katerih je koncesijo dobil. Ali bo v tem primeru koncesionar iskal nove vire, ali bo preprosto vrnil koncesijo. Tega pravzaprav zakonodajno pravno niti ni do konca rešeno. To se pravi, vedno smo pri vprašanju, kaj je zaključen vodni krog. Tako kot ste rekli, gledamo tistega zadnjega, ki bo imel potem na mizi pivo, ki ga bo nek koncesionar iz dobro vodo naredil. In pivo, kot veste, 95% vode pomeni, da ta voda mora biti res kvalitetna. Tako da to so problemi povezani s koncesijo, ki jo jaz vidim, in pa seveda tudi s tem, še enkrat bi rad poudaril, da je raba prostora v Sloveniji, ne, je pa skrajno neresna, če je uporaben ta izraz, mačehovska, nesramna, obremenjevalna, onesnaževalna še vedno, in izpostavil bi kmetijstvo, izpostavil bi nenazadnje tudi energetiko, kajti vodna okolja smo kar naenkrat prepoznali kot zeleno energijo za hidroelektrarne in tako dalje, da ne zaidem še v eno drugo področje, ki je tudi absolutno s tem povezano. Kar nekaj iztočnic za vas, gospod Tavčar, ampak še predtem, gospod Osed, poleg cene in vsega drugega, za Heineken, kako pomembna je bila kakovost slovenske vode? Veste, da, tako kot je gospod Toman že lepo napovedal, ne, da zagotovo so vodni viri, pa kakovost vodnih virov, ne, in obvladovanje predvsem kakovosti vode zelo pomembno za proizvodnjo piva. In seveda neoporečnost vode z nekimi določenimi kemijski, fizikalnimi lastnostmi vpliva seveda na končni profil tudi piva, ne, tako da Heineken se tega dobro zaveda. Je pa seveda res, ne, da on proizvaja pivo na različnih lokacijah, se pravi tudi njegov, bi rekel, osnovno blagovno znamko, in uspe seveda to pivo tudi proizvesti marsikje. Mi dejansko kot pivovarna Laško in Union smo te stvari tudi v preteklosti poizkušali, ampak roko na srce je voda dejansko zelo pomembna za končni okus piva, tako da Heineken se tega zagotovo dobro zaveda. Torej, gospod Tavčar, če se najprej morda začneva z tem nadzorom. Kdo mora torej zdaj nadzorovati? Je to koncesionar, je to država, kako se država tega loteva in zagotavlja, da ne pride do izkoriščanja in drugih nepravilnosti? Neposreden nadzor nad količinami seveda izvaja inšpekcije, ker je prekršek raba vode brez vodne pravice oziroma v nasprotju ali pa preveliko črpanje ali pa neizpolnjevanje drugih pogojev je seveda prekršek in to nadzira inšpekcija za okolje. Poročanje z vidika porabljenih količin pa spremlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Prav tako so pa proizvajalci pijač dolžni posredovati poročila o monitoringu stanja vodonosnika in seveda o uporabljenih količinah. Kdo torej je glavni nadzornik vodnega vira? Je seveda inšpekcija za okolje. Kaj pa sama koncesija? Slišali smo nekaj različnih pogledov na to, kako namerava država to v prihodnje urediti? Z vidika koncesij? Ja, to področje je v zakoni dosti pokrito, zdaj se je v bistvu saniralo stanje s podeljevanjem koncesij. Velikega števila novih vlog ni, imamo samo 3 pobudnike za proizvodno pijač, ki v bistvu gre za manjše proizvajalce pijač z majhnimi količinami, tako da velikega interesa niti ni. No, če smem. Seveda. Če smem dodati k tej razpravi seveda vprašanje
kontrole, spremljanja ali kot običajno preprosto rečemo temu monitoringa. Ne? Zdaj, monitoring podtalnih vod, vi tudi veste, ne, je zelo problematična zgodba. V mnogih primerih niti ne vemo, ali površinske vode napajajo podtalnico ali so celo obratne poti. Ne? To je prva zgodba. Drugič, inšpekcija ne kontrolira, pač pa inšpekcija pravzaprav mora dobiti podatke o stanju, na osnovi katerih lahko izvaja neke kaznovalne ali kakorkoli se to imenuje ukrepe. Vsi dobro vemo, ne, da je teh kazni tako rekoč zanemarljivo. Ne. Če pogledamo samo kmetijski sektor, rabo ali pa če hočete krajo vode iz vodonosnikov in površinskih vodotokov v času suš, je to dobesedno kraja. In kot vem in dobro poznam, nekih inšpekcijskih posegov na tem področju ni bilo. Drugo je tisto, kar sem prej opozarjal z kmetijskega vidika, pa bom že 1001. povedal, gnojevka in kontrola nad njeno rabo. Vi boste vsi imeli težave, tako tisti, ki vodo pijemo podtalno, tisti, ki imate koncesije za 30 let, boste v končni fazi imeli težavo, kdaj in kako se bodo snovi iz gnojevke, pa ne mislim zdaj samo dušikove in podobne, zaradi česar se gnojevka uporablja, ampak vse mogoči hormonski motilci, antibiotiki in tako dalje pojavili v tej vodi. Kaj bo koncesionar takrat naredil? Mi te kontrole nimamo, da ne rečem inšpekcije nimamo. Edini primer poznam na Sorškem polju enega kmeta, ki je plačal 100 evrov, zato ker je v času prepovedi med 15. oktobrom in 15. oziroma novembrom in 15. marcem polil gnojevko. Evropska komisija, za katero slučajno vem, ki je prišla v Slovenijo in so se ustavili v Mariboru in peljali v Ljubljano na pogovore, ni potrebovala nobenih podatkov Arsa, kakšno je stanje v zvezi z podtalnimi vodami in gnojevko. Dovolj jim je bilo, da so se iz Maribora v Ljubljano peljali in so videli nešteto kmetov, ki so polivali gnojevko v času, ko je to prepovedano. Inšpekcija ni posredovala v tem primeru nič. To se pravi, tukaj imamo še ogromno stvari, ki predstavljajo, še enkrat bom poudaril, vse ne moramo vsega kaznovati. Ampak mi moramo najprej ozavestiti ljudi, govoriti, gledajte, danes je tudi prilika, prihodnje bo prilika, naslednja leta bo prilika, društva so tista, civilne iniciative, ampak ne civilne iniciative v smislu, da je to začetek nekega političnega delovanja, kar se v Sloveniji dogaja, pa še manj civilne iniciative po posameznih lokalnih skupnostih, ki iščejo svojo dobrobit, ampak seveda civilne iniciative v smislu neke pameti, kmečke pameti, ki je iz tega prostora slovenskega, avstro-ogrskega dejansko zginila. In to je osnoven problem. Ne pa kako bomo mi z inšpekcijskimi službami vrednotili. In moram poudariti, da monitoring je osnova, ne inšpekcija, monitoring. Kajti, če ne bomo imeli vrednotenja stanja, vi tudi ne boste mogoče kaznovali napačne ljudi. Tako kot smo mogoče zdaj napadali napačne ljudi v povezavi s tem, da moramo vpisati nekaj v ustavo, da nam ne bodo vso vodo ukradili. Je pa res, da smo pa ponudili vodo, ki ima pa sorazmerno nizko ceno in vsak dobro ve, da tisk ima nizko ceno, običajno deluje na ulici, tisk ima pa visoko ceno, pa v dobrem hotelu. In če je naša cena vode nizka, potem seveda s tem damo tudi vedeti, da nimamo nekega odnosa do nje. In to je moje osnovno izhodišče, ki bi ga mogli v vseh teh razpravah pravzaprav izpostaviti. Gospod Novak, kakšen je vaš pogled na monitoring? Ja, zdaj, glede same kakovosti pitne vode, izvajalec gospodarske javne službe je po zakonu pač dolžan izvajati določene preizkuse oziroma vzorčenja, ki jih pač izvajajo za to ustrezni oziroma akreditirani laboratoriji. Jaz lahko rečem, da na primeru, bom rekel, občine Laško, pivovarne Laško v preteklosti, dokler je to izvajala, in pa tudi za prihodnje lahko zagotavljam, da bomo tudi mi, bom rekel, tako kot je bilo že v preteklosti, bom rekel, te določene preiskave in vzorčenja izvajali, bom rekel, tudi tist izven, bom rekel, zakonskih okvirov,
Pivovarna Laško ima namreč v Laškem svoj laboratorij, kjer so se ta vzorčenja, bom rekel, izvajala, predvsem pa zaradi tega, da je skozi daljše časovno obdobje bilo možno spremljati to, bom rekel, samo kvaliteto vode. Tako da to, kar se, bom rekel, tega tiče, je na nek način zagotovo na strani izvajalca gospodarske javne službe. Pa, bom rekel, tule je sigurno velika vloga inšpektorata, vendar kot rečeno, se inšpektorat odzove, bom rekel, na podlagi nekih indicov, da so, bom rekel, storjeni kakšni prekrški, razen v primeru zdravstvenega inšpektorata, kjer je pa po zakonu obvezna, bom rekel, letna kontrola, ki se izvaja, mislim, da dvakrat letno. Tako da mogoče, če bi se jaz obrnil še malo na, bom rekel, izpostavljeno tematiko z ozirom do potrošnika. Po eni strani v bistvu potrošnik zahteva visoko kvalitetno pitno vodo, po drugi strani pa najnižjo možno ceno. To vedno ne gre, bom rekel, ravno v kontekst. Sploh v primeru občin, kot je Laško, ki je izredno, bom rekel, po površini velika, med večjimi v Sloveniji. Poleg tega je tudi geomorfološko zelo raznolika. V glavnem gre za, bom rekel, bolj hribovite predele. Vse to je povezano z samo infrastrukturo. Da preskočim, bom rekel, infrastrukturo na področju cest, kanalizacije, ampak tudi na področju vodovodov je problematika. Vsi težimo k temu, da bi čim več prebivalstva zajeli, bom rekel, pod vodooskrbo iz javnega vodovodnega omrežja, kar pa je, bom rekel, v občinah, kot je Laško in tudi še v nekaterih ostalih izredno težko. Kajti, bom rekel, vse te investicije, ki se vlagajo v to infrastrukturo, za sabo potegnajo tudi višjo ceno, izračunano na osnovi metodologije, predvsem v smislu same omrežnine. To končni uporabnik potem plača. Vsi zahtevajo, da so priklopljeni na javno vodovodno omrežje po eni strani, po drugi strani pa, bom rekel, zato niso pripravljeni tudi plačati ustreznih sredstev. Po drugi strani v bistvu pa tudi, če se malo navežem na gospoda Oseta, glede podatkov, kako tehnološki proces proizvodne pive napreduje. Jaz se spomnim še leta in leta nazaj, ko je bilo potrebno za 1 liter piva porabiti 15 litrov pitne vode, danes ste slišali podatek, kako to drastično pada. Po eni strani s tem pada tudi, bom rekel, poraba vode, konkretno v Laškem primeru, kjer je na letnem nivoju približno polovico odjema zagotavlja, bom rekel, za potrebe proizvodne pijač pivovarna Laško. Pivovarna Laško v času koncesijskega razmerja je tudi redno plačevala to vodo po ceni, ki je pač določena zdaj na lokalni ravni v skladu z zakonodajo, ki je to prenesla na občine. Tako da po eni strani, ko ta proizvodna pada, v primeru, da bi pa padla tudi sama proizvodna pijač oziroma s tem povezani tehnološki procesi, se zmanjša tudi, bom rekel, končna letna kvota porabljene vode in ta vpliva pa na ceno storitve. Tako da to je vse vzajemno izredno povezano. Poleg tega bi na tem mestu tudi izpostavil, bom rekel, neke problematike, ki so bile v okviru zbornice komunalnega gospodarstva glede same metodologije za izračun izpostavljene že večkrat, tako da tudi tu si nadejamo, da bi v prihodnosti pristojna ministrstva imela tudi z tega naslova še kak posluh, kajti niso enaki principi oziroma enak model, ali gre za Ljubljano, Maribor in vsa mestna središča, kjer je gostota prebivalstva neprimerno večja, kot pa, bom rekel, za primer Laškega in ostalih občin. Gospod Tavčar, če zaključimo zdaj ta krog glede še monitoringa, kako bo država torej k temu pristopila, nekaj pomislekov je glede tega vendarle? Ja, kar je omenil gospod Toman, je pa v bistvu monitoring, ki se nanaša pa na onesnaževanje. Seveda je, danes nisem biti govorila z vidika onesnaževanja, v bistvu je to podvrženo vse okoljevarstvenim dovoljenjem. Z vidika, se pravi, tudi to stanje se spremlja, stanje tako v podzemnih vodonosnikih in seveda v površinskih vodonosnikih. Z nitrati in pesticidi imamo določena vodna telesa, ki so v rdečem stanju
Zanje bo seveda in se sprejemajo določeni ukrepi. Kar se pa tiče spremljanja gnojenja, je pa to v pristojnosti kmetijske inšpekcije. Letos imajo celo bil dano v program, da se ta inšpekcijski nadzor kmetijstva izvaja prednostno, tako se pravi, da poskuse delajo, nadzorujejo. Kako se bo pa to odzvalo, pa poznalo na podzemnih vodonosnikih, se pa strinjam, da za obnovo podzemnih vodonosnikov je pa potreben zelo dolgo obdobje. Morda, če tukaj nadaljujemo, gospod Toman, kakšno je pravzaprav stanje podtalnice v Sloveniji, kaj vemo o tem? Mogoče bi najprej eno stvar opozoril, ki je ravno kar povedala gospa Tavčarjeva. En sektor spremlja nekaj, kar je povezano z drugim sektorjem. In medsektorskega dogovarjanja pa ni. Mi smo imeli eno izjemno upanje pred časom, ko je Ministrstvo za okolje in prostor postalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in kmetijstvo. Ampak tudi ta poroka je bila zelo slaba in je zelo hitro razpadla in mislim, da posledično, tako kot se po raznih razpadih porok zgodi, sta ta dva igralca zdaj še bolj skregana, kot sta bila prej. Kar pomeni, da sektorskega dogovarjanja dejansko ni. In to je en velik problem. Kolega je omenil še recimo Ministrstvo za zdravstvo. Konec koncev so zdravstveni zavodi tisti, ki kontrolirajo porečnost pitnih vod. Torej imamo še en sektor. Da ne govorimo o sektorju, ki prihaja moj desni, tukaj le gospodarstvo. Zdaj pa to uskladite na nivoju države in na nivoju ene točke, ki se ji reče voda. Nemogoče. In to je eden od zelo resnih vprašanj, pred katerim je pa politika. Razumete, mi smo recimo strokovnjaki vsaki svojega področja in se ne strinjam s tistim, ker vedno poslušam, da se je stroka uskladila. Nič se ni stroka uskladila, ker imamo tako različno stroko, da se niti uskladiti ne more, ker govori različne jezike. V tem je osnoven problem. In če se spet vrnem k tistemu o ustavi, stroka je vse uskladila. Morda se je uskladila stroka znotraj komisije, ki je pripravljala člen, ki absolutno ni primeren. Bom še enkrat poudaril, absolutno ni primeren, ker mu cel kup stvari manjka. In zdaj, apropo tega, kar ste vprašal, stanja površinskih voda. Stanje površinskih voda, ki se določa kot ekološko stanje na osnovi Evropske okvirne vodne direktive, ki zajema seveda tako kemijski, biološki in hidromorfološki vidik, bi lahko rekli, da je dobro in po zadnjem poročilu, če se ne motim, sicer me pa gospa Tavčarjeva lahko popravi, je tam nekje 63% slovenskih površinskih voda, no pa recimo 60%, ker tako natančno pa res ne moramo to opredeljevati, sodi v dobro kakovostno stanje. 60%. A je to dobro, a je to slabo, presodite sami. Če ste vi 60% zdravi, jaz mislim, da ste bolani. Kar pomeni, da stanje ni zdaj tako dobro, kot pravzaprav prikazujemo in ker seveda metodologije sorazmerno dobro poznam, ker se vendarle s tem tudi raziskovalno ukvarjam, upam trditi, da je to, kako bi rekel, rahlo pretirano, da je stanje dobro. Če pogledam, pretirano. To se pravi, če pogledam samo en vidik hidromorfološke spremenjenosti, imamo cel kup tekočih vod, ker tudi vi veste, predvsem malih vodotokov, ki smo jih pregrajevali. In zdaj ti mali vodotoki sodijo v en kontekst, kot da bomo razumeli, v čem je problem, zakaj sem skeptičen za to poročilo, v kontekst nekega večjega vodotoka, na katerem imamo dve mesti vrednotenja ekološkega stanja, ki je sicer dobro. In celotno povirje tega razumemo kot dobro ekološko stanje, na povirju imamo pa 30 malih hidroelektrarn. To ni dobro, To se pravi, na nek način je lahko tudi zavajajoče, Mislim, to je lahko druga diskusija, ampak na to opozarjam. Monitoring je absolutno treba, jaz sem prepričan, gospa Tavčarjeva, pa direktor direktorata, in torej gospod Behin in tako dalje se tega zavedajo, da je sistem treba postaviti, kako se reče že to, sistemsko, ali kako, sistemsko.
Kaj ta beseda pomeni, jaz sicer ne vem, jaz sem biolog, vem, da je sistem ena zelo komplicirana stvar, da imamo bakterije, živali, rastline in tako dalje. Kaj pa je sistemsko pomeni, da moramo monitoring rešiti, pa ne vem. To boste pa vi vedela. Ne? To se pravi, je treba zadevo spraviti v nek razumen kontekst tistega, kar imenujemo sektorsko dogovarjanje. Ne? In tako bodo oni imeli, vi boste komunalci, ali kakorkoli se upravičujem, tako vas nazivajo večinoma, imeli v redu, ne? Da ne rečem ministrstvo. Se to ni nič slabega. Torej, kar se tega tiče, ne, seveda je pa moj fokus usmerjen predvsem tudi v tiste nevarnosti, ki pa nam dolgodobno pretijo. Ne, za katere pa danes nimamo ne metod, ne resno ne pristopamo k njim, ne, in tako naprej. Recimo specialne snovi, ki jih niti ne določamo, ker jih pravzaprav je predrago, ker jih ne znamo ali pa ker so pod mejo in tako naprej. Ampak te snovi mi stalno uživamo. Naša generacija jih ne bo več 50 let uživala, ampak generacija mladine jih pa bo. In to je pa zdaj vprašanje spet povezavo s koncesijami in tem gledati naprej, kaj bomo pa pravzaprav danes morali storiti na različnih sektorjih, ne, da bo pa stanje boljše, ne pa slabše. In mi se vsi moramo boriti za boljše stanje in opozarjati na to. In zato mora biti stroka vključena tudi v razprave, stroka, vodarska, biološka, kemijska, vodovarstvena, ne vem kakšna še vse, ne, stroka v te razprave. Pa ni. To pa morate priznati, vsi, ki tukaj sedite, praviloma ni. Ne? Ali pa se jo vpraša 5 minut pred 12. 26. ali katerega tega meseca bo že komisija, torej državnega zbora, ki se zdaj ukvarja z vodo, ne, in o tem razpravljala in bo morda vprašala, ravno včeraj mi je, ne bom rekel ravno kdo, to namignil in vprašala tako rekoč strokovnjake. To pa ni prava pot, ne, toliko. Sosed, kako gospodarstvo gleda na, ko smo slišali, neurejenost tega področja v Sloveniji, različne pristope? Seveda, tako kot je bilo rečeno, ne, mi v prvi vrsti je že zanimivo to, da kot pijačari ne spadamo pod ministrstvo za gospodarstvo, ampak pod ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo. Tako da, rekel, to določeno konfuznost, ki je veljala v času tako imenovanega združevanja dveh ministrstev, dobro poznamo. Tako, mislim, da je bila tudi določenem konfliktu medsebojnem ali pa bi rekel v osnovi, ne, lahko, bi se pa dalo seveda iz tega kaj več narediti. Ampak mi predvsem gledamo, kot je že gospod Toman rekel, predvsem na dolgoročnost tukaj. Ne. Se pravi, gre tudi za vzdržnost vseh teh vodnih virov, kjer govorimo o kakovosti, o količinah, o vsem tistem, kar je za nas pomembno, tudi ceni vode, ne, na koncu koncev. In dejansko vse te tri stvari na prav način nekako uravnotežiti. Ne. Se pravi, gre za to, da recimo v skupini Heineken se ogromno časa posveča ravno temu, da so ne samo porabam vode, ne, ampak ravnanju, se pravi, z vodo tudi potem, ko jo že ti uporabiš in pa seveda na vzdržnosti te vode na samem viru. Tu se v bistvu vlagajo tudi ogromno tehnologijo, kar je, mislim, da zelo pomembno. Se pa sami mi nagibamo lahko tudi v imenu gospodarstva, ker sedimo skupaj in se potem dogovarjamo tudi z ministrstvom za okolje. K temu predvsem, da spodbujamo vzdržno rabo vode. Se pravi, tudi v gospodarstvu. Ne? Se pravi, da ne gre za to, da smo praktično potem vsi tisti, ki vlagaš nekako v razvoj novih tehnologij za manjšo porabo vode, v enakem poziciji kot nekdo, ki mu ni mar. In na koncu se potem plača samo na to, koliko je cena za prodano enoto pijače. Država po vašem mnenju oceni te napore? Jaz bi rekel, da se predvsem premika v tem smislu, da za novo zakonodajo naj bi bile te stvari tudi ugrajene. Ne? In to moram reči, da mi zelo pozdravljamo. Je pa seveda do tega končnega dogovora, kako bomo regulirali to, ne? In oziroma kako se bo prepoznalo, kdo pa resnično več vlaga v samo porabo, znižanje porabe vode, v regulacijo nekih vodnih virov, manjše količine odpadne vode. Ne? To pa mislim, da so takšne zadeve, ki jih bo še treba kar nekaj predebatirati in uskladiti. Ne?
Iz tega pogovora nekako sem dobil občutek, da z lokalno skupnostjo zelo dobro sodelujete. Poglejte, pivovarna Laško in pivovarna Union sta nekako, ne glede na to, da gre za dve različni velikosti mesta, ne, ampak mislim, da sta obe zelo, zelo aktivni v samem okolju, kjer delujeta. Konec koncev tu pa gre za nekako bolj ta sociološki vidik, kot smo pred sami debatirali, neke vzdržnosti v nekem okolju. In da mislim, tudi obe podjetji že leta, desetletja, konec koncev gre za tradicijo dveh pivovarn 190 in 150 let, intenzivno vlagata v samo okolje. Tako da ne samo zato, da podpirata dogodke, ki se vršijo v nekih lokalnih okoljih, da vlagata tudi v skupnosti preko različnih društev in pa seveda normalno, da skrbita tudi za urejenost okolja. Treba je povedati tudi to, da obe pivovarni v proračun vplačata v zadnjih 6 letih recimo samo iz namena trošarin naprimer več kot 400 milijonov evrov. Tako da ta podatek je veliko tako nekako skrit ali pa pod preprogo, ampak mi vsi kot pivovarji si želijo, da se ta denar dejansko tudi potem namensko porabi in pa tudi denar iz koncesij potem, da gre dejansko za nekako vzdržno rabo vode in pa tudi v lokalne skupnosti, kjer mislim, da se dosti tega lahko ponaredi. Gospod Tavčar, kam gre denar od koncesij? Gospod Osat je povedal, da se 400 milijonov evrov plača v bistvu dve pivovarni z vidika trošarin, to gre v državni proračun. Koncesnine pa predstavljajo za vse proizvajalce pijač 2 milijona 400 letno. Tako da se ve, kaj se govori. Ta denar pa gre v sklad za vode, ki pa je namenski sklad in se seveda namensko zagotavlja, da se vrača nazaj v vode. Kakšen recimo pogled ministrstva je cena vode v Sloveniji prenizka za industrijo? Za proizvajalce pijač se v bistvu uporablja način obračunavanja, ki je bil uveljavljen že od leta 2005. Seveda smo zdaj bili dolžni narediti ponovno ekonomsko analizo zaradi vstopa v Evropsko unijo in preveriti tudi, koliko prispevajo posamezni sektorji k povračilu stroškov za obremenjevanje vode. Seveda cena je taka, kot je tudi seveda stvar dogovora, težko je reči, da je previsoka ali ne, odvisno katero stran se seveda posluša in je največkrat se sliši, da je absolutno previsoka. Spet se vrnemo na tisto izhodišče, kje je meter. Če se primerjamo pač s kolegi v regiji, govorim zdaj za konkretno pivovarstvo, je seveda nekajkrat previsoka, ampak še enkrat bom rekel, nam je predvsem bistveno to, da primerjamo primerljivo. Gre za, to smo se z ministrstvom tudi že dogovorili, bi rekel nekaj časa nazaj, da v celotni bilanci ali pa strukturi cen, ki jih imaš za vodo, je treba upoštevati pa vse. In mi tu od ničesar pač nočemo bežati, ampak želimo biti samo primerljivi. Tako da tisto, kar se ugotavlja za konkurenčne, bi rekel evropske ali pa naše članice Evropske unije, mi želimo biti tukaj enakopravni in ne v bistvu, da bi plačevali manj ali pa neko neustrezno višino koncesnine. Gospod Tavčar, mogoče še neke splošne smernice tudi, ki prihajajo iz Evropske unije v prihodnje. Kako se bo recimo to področje, ta zakon ste omenili iz leta 2005, se pravi, to je zdaj že dobrih 10 let, kako v prihodnosti se bo to področje urejalo, so kakšne novi pristopi? Predvsem z vidika Evropske unije seveda ne spremljajo glede doseganja dobrega stanja vode, tako količinsko in kakovost, to se pravi onesnaževanje in raba. Preverjeno seveda bojo tudi plačevanje uporabnikov vode in seveda se to spremlja potem skozi samo direktivo, pa tudi skozi navzkrižno skladnost z vidika kmetijstva in seveda skozi kohezijske projekte. Po drugi strani je pa se pa načrtuje tudi sprememba direktive v bistvu samo kot neka revizija,
v letu 2019. Predvsem bo obravnavala problematiko tistih vodnih teles, ki ne bodo dosegla dobrega stanja in oziroma se je tudi ugotovljeno, da tudi v prihodnje, ne samo do leta 2027, ampak tudi nadalje bo težko doseči dobro stanje vode. Zdaj pa ste na vrsti tudi vi. Ima kdo kakšno vprašanje? Lep dober dan. Sem v bistvu tukaj v vlogi Slovenskega društva za zaščito voda in bi mogoče samo rada malo dopolnila profesor Tomana. Vsekakor kot Slovensko društvo za zaščito voda, ima velik pomen zaščita. Govorimo o zaščiti in tukaj predvsem na tej okrogli mizi govorimo o količinski zaščiti. Profesor Toman je govoril tudi o kakovostni zaščiti. Sprav mislim, da je ena pomembna gesta te okrogle mize, predvsem to, da bo treba prebivalce zelo dobro ozavestiti, da je treba paziti na vsako njihovo onesnaženost, vsako vodo, ki jo odvajajo, če bomo hoteli te vode ohraniti. Jaz mislim, da je vsak vodnak bo pomemben. Glede na to, kaj se bo dogajalo, vsak vodni vir, vsak izvir in te monitoringi, ki je profesor Toman omenil, mislim, da bi mogli biti nenapovedani, ne pa naprej določeni in mogoče plačani se strani tistih, ki jih seveda naroči in tudi sankcionirani. Samo na ta način bomo mi dobili mogoče boljša stanja. In nehote imam tudi zdaj v svojih mislih situacijo iz Kovod Postojna, ki ima kot vsako leto probleme onesnaženosti njihovih virov. In ne glede, da seveda dobro skrbijo, da so njihova pitna voda kvalitetna in pod nadzorom, je onesnažena. In seveda se jih skrbi, kdo kdaj in koliko časa bo še to zadevo obvladovali. Mogoče bo slovensko javnost budila človeška ribica, ne vem. Mogoče se bo človeško ribico začeli zavedati, da je pa ta stvar globjega pomena. No, toliko mojem razmišljanju, vprašanja pa nažalost nimam. Hvala. No, se to je povezano s tistim, kar sem govoril, da absolutno ne gre samo za javno dobro, ampak naravno dobro. Torej, tisto, kar enostavno pozabljamo, ker še vedno se razumemo predvsem sebe kot krono stvarstva, vse ostalo nam je pa podrejeno. In ravno ta človeška ribica in te zgodbe krasa so zelo evidentne dan danes, kajti populacija marsikje, predvsem na, kot rečemo temu, locus typicus za, bi rekel, to človeško ribico se zmanjšuje. To, kar je pa povedala, da imajo težave, nimajo samo Postojnsko območje, to je območje tudi Cerklje na Gorenjskem, območje Škofje Loke in tako naprej, pa je seveda stvar tistih, ki tam živijo v pretežni meri, kajti sami sebi onesnažujejo to vodno okolje. In spet smo pri vprašanju, ali mi sploh razumemo, kakšno vodo in kje jo dobimo za tisto vodo, ki priteče iz pipe. Torej, na kraškem območju so krivi tisti, ki pravzaprav še vedno uporabljajo neprimerne snovi za kmetijsko rabo, tako noter vdirajo fekalne bakterije v vodovodne sisteme. Vodovodni sistemi so absolutno slabo vzdrževani, v Sloveniji, to boste tudi vi verjetno potrdili, ne vem kako je v Laškem, imamo 30 do 35% izgube vode od vira pa do pipe. To je nedopustno. In zato je seveda tudi takšna cena, kakršna je pravzaprav nizka izguba za marsikatero podjetje, ki se ukvarja z oskrbo s pitno vodo in zdaj se bo še posebej moralo, ker bo ustavno določilo mu tako nalagalo. To se pravi, velikokrat rečemo, treba bo nekaj urediti, imamo problematične pitne vode na določenem območju, ne povemo pa, kdo je kriv. To se pravi, treba iskati rešitve. Torej, rešitve so pa pravzaprav v našem odnosu, tudi do tega v soboto peremo avto na dvorišču, a ga peljemo v pralnico. To se pravi, dejansko smo mi tisti, ljudje smo tisti, ki pravzaprav vse. Tako da samo inštitucije, pa samo opozarjanje seveda ne bodo mogle rešiti, ampak jaz mislim, da je treba počasi začeti z neko vzgojo, ki jo pa dejansko nimamo. Mi nimamo nobene okoljske vzgoje, govorimo pa o ekološki vzgoji. Ekološke vzgoje pa itak ne more biti, ker to nima veze z okoljsko vzgojo. Še kakšno vprašanje, mnenje?
Ne? Dobro, potem pa morda naredimo še zadnji krog in sklenemo, kako torej ta vodni krog narediti za čim boljši, čim bolj učinkovit. Gospod Novak, slišali smo tudi velike izgube torej vode na poti do končnega porabnika. Ja, izgube so del vsakega vodovodnega omrežja oziroma sistema in pač varirajo glede na samo kvaliteto, tako da to je področje, v katerem bi se lahko veliko razpravljalo. Dejstvo je, da je to problem in da se ga, bom rekel, vsak upravljalec tega, bom rekel, omrežja mora lotevati, tako da jaz lahko samo rečem, da, bom rekel, tudi v občini Laško, predvsem od leta nekje 2005, ko so se pospešeno začele, bom rekel, te večje investicijske obnove, se te vodne izgube zmanjšajo, tako da si bomo tudi mi kot upravljalec vodovoda na tistem delu, ki je nam dodeljen, skupaj z občino seveda trudili, da bi bile te izgube čim manjše, na račun tega, da bi uporabnikom posledično zagotovili tudi ustrezno ceno in pa zagotovo, bom rekel, glede same kakovosti, da, bom rekel, preko teh nekih, bom rekel, okvar ne bi v ta vodovodni sistem vdirale nezaželene, bom rekel, snovi oziroma kemikalije. Gospod Tavčar, vodni krog slovenski, kako ga še izboljšati? Še izboljšati. Jaz se tukaj strinjam z profesor Tomanom. Predvsem je voda naše naravno vodno javno dobro, to se pravi, veliko je treba narediti tudi pri samih sebi in seveda tudi na ravni zavedanja pomena in seveda tudi več je treba mogoče narediti na ozaveščanju. Morda bi dodal na koncu to, da v skupini Heineken je od nedavnega pivovarna Laško kot strateška pivovarna pripoznana med 14 v Evropi, kar pomeni verjetno določeno priznanje in to je povezano seveda tudi s tem, da moraš biti v vseh rabah zelo vzdržen, kar pomeni tudi, da ni dovolj to, da nekaj deklarativno rečeš, ampak predvsem to, da tudi delaš. Tu ni seveda samo ta ekonomski učinek, ampak predvsem dolgoročni učinek, ki ga bomo zasledovali zagotovo in vpliv, ki ga ima ta industrija na okolje. Tako da lahko v imenu tudi uprave podjetij zagotovim to, da bomo v bodoče ne le tako, kot smo do sedaj, ampak vsaj tako in še bolj skrbno spremljali tudi porabe vode, skrb za vodne vire in pa seveda v skladu z Ministrstvom za okolje tudi skušali doseči določene nove premike. Za konec še gospod Toman. Ja, ena stvar je zelo jasna in očitna. To je, da smo Slovenija država z izjemno zakonodajo, tudi na področju varstva okolja in varstva voda. Ta zakonodaja pa seveda ni tisto, kar bo rešila vodni krog, ampak ga bomo rešili ali pa tudi ne pravzaprav mi sami. In nekaj, kar absolutno moramo preprečiti je, da politika vdira v stroko. Stroka mora priti do politike. In to je nekaj, kar nam danes manjka. In pa drugo, zavedati se moramo, da smo samo en del te zgodbe in da brez živega sveta, seveda tudi te vode, ki jo imamo, ne bi bilo. Kajti samo živi svet je tisti, ki nam bo lahko zagotavljal kvalitetno pitno vodo, te ne bomo zagotavljali samo mi, ampak jo zagotavljal živi svet. In če bomo ta odnos razumeli površinskih podtalnih voda in živega sveta, ki je v njih, potem nam ne bo treba skrbeti, kakšno vodo bomo tudi v prihodnje imeli. Najlepša hvala in če lahko še jaz dodam samo to, da se mi zdi, da se o tej temi, o teh temah predvsem treba več pogovarjati in več razprav in tudi na ta način bodo ljudje na koncu imeli tudi vse potrebne informacije. Absolutno, zato je, če smem dodati, tudi vi prihajate iz osnovnega slovenskega medija, tudi drugi mediji so tukaj, mediji pač morajo skrbeti za to, da bodo strokovna vprašanja strokovno predstavljena in ne politično.
kar je seveda lahko zelo nevarno in nažalost za svoje področje, ki ga obvladujem, vse bolj ugotavljam, da veliko več vejo o vodah tisti, ki pravzaprav gledajo to iz povsem drugega planeta ali pa, če hočete, osončja. Hvala za sodelovanje v tej okrogli mizi in tudi hvala vam za pozornost. Mislim, da ste že vsi malo podklejeni. Tole smo bili dobesedno čisto.